Lepo pozdravljeni v oddaji Vroča tema. Začenja se šolsko in študijsko leto, ki vedno odpira mnoga vprašanja, torej več vprašanj kot odgovorov. In nekaj teh odgovorov, predvsem na ravni priprave, duhovne, moralne, psihične priprave na novo šolsko in študijsko leto, bomo odgovorili z našim tokratnim gostom, to pa je pater Bogdan Rus, frančiškan. Pater Bogdan Rus, vi ste v več frančiškanskih svetiščih po Sloveniji delovali, velikokrat ste imeli stike z mladimi. Kje ste zdaj? Kaj zdaj počnete? Lepo pozdravljeni in hvala najprej za povabilo, da smem tudi na ta način delovati kot duhovnik. Trenutno sem v Kopru, tam je eno čudovito svetišče Svete Ane, in samostan. V tem samostanu deluje tudi študentski dom, ki zavzema veliko moje pozornosti in dejavnosti in ob katerem se res čutim poklican, da lahko spregovorim kaj bistvenega. Poleg tega pa še svetišče Svete Ane, ki ponuja najrazličnejšo duhovno ponudbo, in tudi se vključuje v življenje lokalne cerkve, in je še ena beseda evangelija v tem kraju, v Kopru, ki je res eno čudovito mesto. Torej, kaj bi ob začetku tega šolskega in študijskega leta vi položili na srce mladim, pa tudi staršem, ki spremljajo, starim staršem, to šolanje in vse stiske morebitne, s katerimi se mladi srečujejo? Jaz bi najprej rekel, sem razmišljal, ko sem se pripravljal na to oddajo, so moji sobratje ali pa sestre, ki so na pedagoškem področju naredili čudovite stvari, sistematizirali poti pedagoškega izobraževanja in podajanja in jaz nikoli nisem tega delal na tak način. Drugi so recimo zelo znanstveno se lotili recimo psihoterapije, psihologije, prepoznavanja mladih tudi na tem področju. Jaz nisem nikoli specializiral se v tej smeri, čeprav sem prebral ogromno pedagoške literature, ogromno psihološke, psihoterapevtske literature, knjig, ki so mi prišle pod roke, zato da sem lahko čim bolj razumel, ampak kljub vsemu prihajam kot duhovnik. Kot duhovnik, kot brat frančiškan, in se naslanjam predvsem na to izročilo. Meni je osrednja zgodba, ki se mi vedno bolj izčiščuje, je zgodba svetega Frančiška Asiškega, ki je res zgodba evangelija. Zdaj, o njem imamo, kakor si jaz trenutno predstavljam, pravzaprav dve zgodbi, ne. Ena je tista, ki govori o njegovem življenju, da je zelo vzneseno živel svojo mladost, potem prisluhnil svojemu srcu in naredil ene radikalne korake svojega življenja, prisegel Bogu in se dopustil, da ga je Bog objel z vso močjo. In potem drugi del njegovega življenja, v kateri je bil res svoboden za Kristusa. To ni izgledalo vedno lepo, ampak bil je res svoboden človek. In ob tej zgodbi se jaz tudi navdihujem, ko želim danes razmišljati o tem, kaj bi mladi potrebovali. Druga zgodba svetega Frančiška, ki pa je mogoče še bolj avtentična in bolj nam danes govori in je še bolj takšna, ob kateri lahko začutimo se pravi stanje današnjega človeka, pa je tista zgodba, ki se je zgodila pred 800 leti in to je
Frančiškova sončna pesem, v kateri Frančišek pravzaprav svoje življenje prevede v navdušenje. Navdušenje nad Bogom, navdušenje nad vsem, to srečo, da je lahko živ, da lahko dela, da je lahko se tega življenja veseli in da živi evangelij. In tukaj je sveti Frančišek velikokrat vzor, v njegovi poti poskušam najti tudi mlade, ali pa malo manj mlade, ki so mi zdaj zaupani, ker so že odrasli, ne? In takšne jih tudi sprejemam. V njegovi zgodbi želim videti, kaj pravzaprav je tista stalna rdeča nit, ki gre skozi zgodovino. In to je svoboda, to je spoštovanje, to je resnica, to je pristnost, ki jo je sveti Frančišek tako zelo živel, pravzaprav do zadnjega diha in skozi vse življenje do zadnje globine, ne? Pa so mladi danes odprti za to temo? Če rečete sveti Frančišek, potem seveda najbrž že velika večina mladih se obrne stran, to je vendarle verska tema, ne? Kako odprete te duše mladih? Mi ne uspeva pogosto mi ne uspeva, ampak če jim bom dal eno knjigo, preberite knjigo o svetem Frančišku, verjetno bo krasno ostala na polici, ne? Če jim bom pa v njih prepoznaval to navdušenje, ki je bilo v svetem Frančišku, pa bojo tudi sami počasi spoznavali, da je to nekaj njihovega, ne? Da je to nekaj, kar oni že živijo, ne? Saj jim ni treba zdaj z neko ideologijo vriniti noter, zdaj spet še enega idola, na katerega bojo oni prisegali, ker je to lahko en lep pripomoček, mogoče v eni fazi njihove rasti življenja, tako kot je bil v moji, tako kot je lahko vsaki, ampak takrat se poglobimo tudi v zgodbe. Ampak recimo, jaz mislim, da je pristnost nekaj, kar mladi danes res živijo in na kar se želijo nasloniti. Pristnost je nekaj, v čemer doživljajo sami sebe. In to je Frančiškova tema. Frančišek se je na koncu življenja ulegel, prosil brate, da ga slečejo, položijo golega na tla in da bi lahko doživel zemljo takšno, kakršna je. Resnica. Se pravi, resnica je tisto, kar je hotel skozi vse življenje doživljati in jo je na koncu doživel tudi na svoj način, na ta telesni način, ne? No, seveda govorite o tem navdušenju. Saj pravijo, ne, če hočeš prižgati navdušenje oziroma luč v nekom, moraš sam goreti, ne? Vi morate pravzaprav navdušiti mlade. Kako? Ja, tako da poiščem navdušenje v njih. Tako da navdušenje, da verjamem, da to v njih že obstaja. Meni se zdi recimo zelo pomembno, da od mladih ogromno zahtevamo. Da jim postavljamo meje in da jih spodbujamo, da si tudi sami meje postavljajo in se odločijo za smiselne meje svojega življenja. Kajti, ne vem, če poznamo nek izvir neke reke, če ne bi imel struge, nikoli ne bi vedeli, da je ta voda lahko postane reka, ne? Ker pa ima meje levo, desno in ta izvir je omejen, pa doseže neko hitrost, doseže nek smiselnost, ta voda nekam pride, nekaj napoji in nekaj oplodi, nekaj vzbrsti, kakor pravi Sveto pismo, in ta voda postane uporabna in po drugi strani čista znotraj sebe, ne?
In te meje veliko lahko povzročijo ali pa odkrijejo neke notranjo moč naših mladih, ki je ogromna. Ampak če jim ne bomo pokazali, kako jo lahko odkrivajo, kako lahko pravzaprav s to zamejitvijo, ne z omejenostjo, ne, ampak z zamejitvijo svoje meje odkrivajo in da vidijo, da dejansko imajo v sebi strahotno moč, strahotno, razveseljujočo in lepo, potem ne bodo odkrili v sebi tega in jim bomo na nek način naredili krivico, ker je naša dolžnost kot starejših, recimo bolj izkušenih, da jim to dolžnost pokažemo, ob tem tvegamo, da so jezni na nas, ob tem tvegamo, da nismo popularni, ampak če tega ne bomo naredili, ne bomo naredili tistega, zaradi česar smo tukaj. No, saj vzgoja velikokrat poteka z osebnim zgledom. Pravzaprav vedno poteka z osebnim zgledom. Ne moremo reči otroku, ne delaj tega, sami to počnemo. Ne kaditi, kadiš, rečeš ne kaditi in podobno. Saj so te primeri vse splošni. To se pravi, vendarle gre za en odnos in stanje v družbi nasploh. Tudi odrasli mogoče ne poznajo teh meja, ne poznajo nazadnje tudi odgovornosti in to se potem prenaša na mlade. Kako lahko, zdaj smo spet pri začetku šolskega leta, na novo zastavimo nek odnos s svojimi otroki, z mladimi, starejšimi, med sabo pravzaprav? Ja, to je ena tema, ki jo res kot duhovnik vidim res kot nekaj bistvenega. Nekaj, v čemer se nas Jezus res močno dotika, prihaja nam blizu in nam govori. Vsak otrok je, recimo ima nekaj predispozicij, genetskih zasnov, ki se odražajo tudi v njegovem notranjem duhovnem svetu. Ima nekaj, kar je prejel od svojih staršev v fazi nezavednosti, sicer pa je recimo nek nepopisan list, ena taka hrepeneča praznina v tem smislu, da si želi živeti, da želi iskati, da nima še tistih stranpoti v sebi. In res, ja, to, kar sva ravnokar omenila, in ta otrok, ki ve ali pa ki si predstavlja, da je ta svet pošten, da je ta svet lep, da je ta svet nekaj prijetnega. Ta svet je, ta otrok se sooči dajmo reči, z lažjo, z eno tako strahotno lažjo. Ne vem, da vidi, tudi da njegovi starši niso tisto, za kar jih potrebuje, da si ne upajo tvegati, pa se mu zameriti. Navsezadnje, da si ne upajo tvegati in mu postaviti meje. Vidi v družbi, recimo, da nekdo se predstavlja za nekaj čisto tretjega, kar v resnici je. Jaz si poskušam vživeti v to otroško dušo ali pa dušo mladih, kako oni si v svojem idealizmu predstavljajo, kako bi svet nekako moral izgledati lepo, seveda, zgleda pa včasih zelo, zelo narobe in zelo lažnivo. Zelo, da hoče v svojem očetu videti nekega človeka, ki
ki je pokončen, ki je trden, ki mu pokazal pot naprej, ki se bo včasih zavzel za njega, včasih vidi v njem še večjega otroka, kot je sam, še bolj neboglenega. V mami si želi najti eno lepo, nežno, navdihujočo, se pravi, varuhinjo, pa je včasih vse prej kot to, ne. Seveda je tu razlog temu, je včasih tudi zelo veliko primerjav, ne, predvsem na družbenih omrežjih. Saj človek ali pa mladi si ne predstavljajo vsega tega, kako naj bi bilo samo zaradi okolja doma, ampak se primerjajo z družbenimi omrežji. Je tega preveč, konec koncev imate tudi vi, pišete blog, ne, oziroma svetujete. Ja. Kako napraviti pravo mejo med tem, da se primerjamo preveč, predvsem mladi se primerjajo, želijo biti perfektni ali pa boljši, kot so, ali pa vidijo razmere drugje, mama sošolca je pa mogoče na videz boljša, lepša ali kakorkoli, ali pa oče bolj pogumen. Kako se najti tu v tem svetu? Najprej bi rad rekel, da sem na svoj osebni način razmišljal o teh vprašanjih družbenih omrežij, primerjanju. Včasih sem celo neko nalogo pisal o tem, in tam v tisti raziskavi sem doživel res tudi ene take, zelo enim površnim raziskovanjem sem doživel pravzaprav ene komične rezultate, ne. Zato, ker nekaj, kar je bilo 5 let nazaj tako super moderno, da smo vsi leteli za tistim, ali pa so vsi, sem takrat bil še mlajši, so vsi hiteli za tistim. Čez 5 let je bilo nekje ob strani, pa je bilo že ono drugo, potem je bilo pa spet tretje, pa spet tisto, kar je bilo pred 30 leti, ne. Se pravi, to je ena taka igra nekih menjav, nečesa, igra nekih idealov, v kateri se človek res tako težko znajde in je navsezadnje zmeden, ampak res s to temeljno lažjo, ne, mi pravzaprav mlade otroke silimo, da grejo tja se primerjati, ne, ker bi tudi oni radi bili nekako odrasli, bi radi tudi oni bili nekaj drugega, kar v resnici niso. Zato, ker vidijo to pri nas, ne? Ker vidijo to v našem življenju, ker vidijo to pri tistih ljudeh, ki danes krojijo usodo njihove družine, usodo njihovega mesta, usodo njihove države. In pol rečejo, tam v tistem se bom pa začutil, ne? V tistem bom pa doživel, jaz bom oblastnik tistega svojega profila, tiste svoje objave, tistega svojega lajka. Bom lahko lepši, kot sem zares. Predvsem bom bolj resničen, mislijo, da so, ne. In jim nihče ne pokaže, kaj pa je prava resnica, ali pa jim redko pokažemo, ne. In druga stvar pa, zaradi katerih mislim tudi, da družbena omrežja strahotno prosperirajo, pa je v tem, ker ljudje se velikokrat doživljamo kot neka duhovno telesna bitja, v tem smislu, da enkrat si malo duhoven, drugič si malo telesen in to pravzaprav kot da ne bi bilo povezano, ne, kot da bi dopoldne bil telo, popoldne pa malo duh, v nedeljo ob 10 si pa še malo, ne vem kaj, ne, si pa še malo svetnika, ne. To je meni pravzaprav zelo tuje in zelo nenavadno. In mladi bi se radi v tem miselnem svetu znašli in potem najdejo nekaj, kar se jim zdi gotovo. In internet in družbena omrežja so pa taka idealna izmišljotina, idealen ponaredek za to, kar bi mladi radi. In kaj hočejo mladi? Vi se družite z njimi, se z njimi pogovarjate.
Kaj so njihovi glavni izzivi? Kolikor mi uspe. Pravzaprav včasih šele po nekem času, po nekem obdobju vidim, kaj bi pravzaprav oni sploh radi. Jaz jih vedno spodbujam, sploh tem, ki so mi zdaj zaupani, spodbujam jih, da se izrazijo že na začetku, pred začetkom študijskega leta, predno začnemo skupaj delati, ne. Da se izrazijo, kakšne so njihove želje, kakšne so njihova videnja, da dajo tudi načrt svojega študija, svojega leta, v katerem bomo skupaj. Da sploh vidim, kakšna so njihova izhodišča, ne. In jih vzamem zelo resno. Kaj bi mladi radi? Velikokrat te stvari vidim šele, ali pa se vidijo šele takrat, ko mladi naredijo neko pot in si sami postavijo, meje. In si sami postavijo meje, prepoznajo stvari takšne, kot so. Ker mislim, da je to tudi ena velika značilnost, ki jo pa nisem samo znotraj svojega duhovniškega življenja opazoval, ampak morda skozi vse svoje življenje. Da mladi, navsezadnje tudi jaz, v enem delu, nimajo pojma, kaj si želijo. Se pa zelo hitro podredijo temu, kaj si želijo njihovi starši. In tudi imam gotovo veliko mojih znancev v mislih, ki so eno obdobje svojega življenja na vso moč želeli delati nekaj, kar bi bilo njim lastno. Pa so potem čez čas šli točno na tisto pot, ki so jo nekoč njihovi starši ali od njih pričakovali, ali so jih pa pač že prej živeli, ne. Tako da tukaj, ko govorimo o tem, kaj si mladi želijo, bi lahko rekel, da je to en zelo širok spekter enih vprašanj. Kaj si pravzaprav mladi želijo in kaj pa to sploh pomeni želeti si eno stvar, ne? To, da jaz gledam, kaj bo mojo mamo razveselilo in delam tisto, pač ni moja želja, ne. To, da jaz gledam, ko sem star 50 let, kaj bo razveselilo mojega očeta in pri 50-ih razveseljujem mojega očeta, ni moja želja, ampak je želja mojega očeta. In tako naprej, a ne. In seveda tukaj zdaj recimo se starši velikokrat sprašujejo, kako razviti to čustveno pismenost, da tako rečem, ne, kako odpreti prostor za pogovor. Imate kakšen nasvet? Starši morajo, ne maram te besede niti, ne. Ampak starši so ljudje, ki so v sebi suvereni. Kakor ste rekli prej, predvsem govorijo ali pa govorimo s svojim zgledom. Sveti Frančišek, zato sem prej tisto omenil, je njegovo pesnitev Sončno pesem, pravijo, pisal pravzaprav skozi vse svoje življenje. Hvaljen moj Gospod v vseh njegovih stvareh, ki jih je najprej občudoval, potem je z njimi delal, potem jih je doživljal, potem jih je doživljal v bližnjih, doživljal jih je v teži medsebojnih odnosov in na koncu tik pred smrtjo napisal hvaljen moj Gospod v moji sestri smrti, ne. To je vrhunska teologija, ki jo je on napisal iz svojega srca, ne z pisalom, ne z narekovanjem, ampak je življenje samo pisalo
kar se nam je ohranilo kot sončna pesem. Kakšno zgodbo pišemo mi, no, sej, včasih govorimo, kot da so starši vsega krivi, pa sploh ne, mislim, to je napačno, no. Kakšno zgodbo pišemo mi, kakšno občutek dajemo mladim, kakšno sporočilo dajemo s svojimi dejanji, ne? Če otrok vidi očeta, ki vsake 15 minut mora iti na cigaret, vidi, da njegov oče v nečem se nima v oblasti, ne? Ali pa če pije, ali pa ne vem, je zasvojen s čim drugim, ali pa ga zanima vse drugo, samo tisto, kar bi ga moralo, ne, a ne. Dajemo sporočilo, brez besed. In starši si bojo avtoriteto svojega življenja ustvarili tako, najprej, da bodo starši. Da bodo drug drugega imeli radi in se spoštovali vse dni svojega življenja. To je prvič. Drugič, da bodo tekom svojega življenja vedeli, da nezavedno pišejo zgodbo svojega življenja, ki jo njihovi otroci berejo in ki jo tudi posnemajo. In tudi starševske besede in izgovori ne bojo mogle popraviti, korigirati te zgodbe, ki so jo napisali z lastnim telesom. Za duhovnike velja isto, ne? Za nas duhovnike velja isto, če bomo nekaj pridigali, pa bomo čist drugo živeli, bodo ljudje na enak način, kot pri starših rekli, v redu, hodili in bomo k maši sam še zaradi tega, da bomo izpolnili dolžnost, pa všeč nam bo zaradi tega, ker nam ne bo treba v življenju nič spremeniti, ker tudi ta tip, ki tam pridiga, nič ne spremeni, a ne. Starši bojo svojo avtoriteto vzpostavili res iz tega jedra medsebojne ljubezni, da bodo eden z drugim, da bodo sami resnični v svojem življenju in navsezadnje, da bo to funkcioniralo, da bo to delovalo, da bojo otroci videli, čakaj, jaz sem tam potikam po eni zabavi, po ne vem čem, pa on krožek, ta šport, tista zabava, ne. Tole pa deluje, ne. Tole pri mojih dveh starih pa deluje, ne. To pa dela. In bojo rekli, in se bojo zato vrnili, ne. In bojo tudi v cerkvi, ko bojo rekli, tole pa deluje, tukaj so pa ljudje srečni, tukaj so pa veseli, ne. Morda, prej ste omenili stare starše, naslednji teden, oziroma ne, v začetku septembra bomo pri Sveti Ani imeli duhovne vaje za stare starše, v katerih bomo poskušali prav okrepiti to zavedanje, da človek s svojim življenjem, svojim telesom, če hočete, piše neko zgodbo. In stari starši so včasih ljudje, ki bi se pravzaprav morali umakniti iz življenja. Ampak umakniti iz življenja tako, da bi živeli, da bi vsi čutili njihove vrednote. Da bi vsi vedeli tiste ne vrednote tega pospravi mizo, umisi zobe, stuširaj se vsak dan, glej v ogledalo, ko se voziš avto. Ampak tiste vrednote, ki so večne, ki so polne, ki se jih človek navadi ali jih pa opazi, mimo katerih ne more. Večnost človekovega
življenja, da je vredno vztrajati tudi v trpljenju, da so trenutki v življenju, ko rečemo dovolj je, ko zastavim svojo besedo, pa se borim, da se zadnje naši očetje so se borili za to našo samostojno Slovenijo. V enem trenutku so prekinili glasbeno, tovarniško, ne vem kakšno delo, novinarsko delo, vse in so vzeli puško in so šli braniti tisti jarek. To so te večne vrednote, ob katerih ni treba reči, to moraš narediti, uno naredi, zato si prizadevaj, tega voli, uno prisegaj. Ampak to so te vrednote, ki jih čutimo in vemo, da so. Kakšne so tu razlike po Sloveniji? Namreč vi poznate Slovenijo, bili ste tudi frančiškan na Brezjah, na tem svetišču, pa v Ljubljani. Torej, so kakšne razlike med Ljubljano in okolico in drugimi kraji? So kje bolj odprti za tudi te vrednote, ki jih omenjate? Kako je s tem? Jaz sem bil res v Ljubljani, na Štajerskem, na Brezjah, zdaj na Primorskem 10. leto, oziroma prej sem bil na Goriškem, zdaj sem v Slovenski Istri. Priznam lahko, da so mi pravzaprav vse postojanke, vsi samostani, v katerih sem se srečeval z ljudmi, so mi pravzaprav ena priložnost. Priložnost za to, da ljudem nekaj povem, da z ljudmi živim, da te vrednote da se te vrednote začutijo med seboj, da začutimo med seboj te vrednote in da morda tudi kaj ostane. Ne? Ampak kje jih bolj sprejemajo? Kje so bolj odprti? Odprtost težko rečem, zaradi tega, ker tudi jaz, veste, imam veliko napak in ne morem imam veliko napak in včasih je moje besede in zglede zelo težko sprejeti. Moram reči pa, da ko sem se po 4-3 letih življenja na Brezjah vrnil z avtom v Ljubljano, se mi je zdelo, da me bodo vsaj 3 ljudje naenkrat povozili z leve in desne. Ena taka objestnost se mi je zdela v Ljubljani, pa ne vem, mogoče je to samo moj občutek. Ampak predvsem je res vsak kraj, kjer sem bil, je bila ena priložnost. Morda to, da sem služboval na toliko koncih Slovenije, da je to en moj upogled, da lahko rečem, da smo Slovenci zelo različni, da na zelo različne načine na zelo različne načine vzpostavljamo odnose, da pa na zelo globok način, pravzaprav enak način pa rastemo takrat, kadar se resno lotimo dela na področju vere. Recimo, meni je eno tako neverjetno spoznanje in takrat sem pravzaprav drugič postal duhovnik, ali pa mogoče zares postal duhovnik. Je bilo to na Brezjah, ko sem bil in sem srečeval te ljudi, doživljal to zgodovino v svetišču Marije Pomagaj, ki je res slovensko narodno svetišče, in si želim, da bi to se bolj poudarjalo, zaradi tega, ker duhovnost
ki se razvija ob Mariji pomagaj, je resnično duhovnost slovenskega človeka. Veste, imel Martina Krpana, ki je švercev, ali pa švercev je tisto angleško sol, kar je pravijo smodnika, ne? In mi vsi Slovenci smo neki švercarji, ali kako se temu reče? Tihotapci. Tihotapci, ne. Vsak bi nekaj naredil tako, a ti poznaš unga, ali ti poznaš tega, da mi nekaj zrihtaj, tako. Vse je to, polovica slovenskega gospodarstva gre po moje na črno. Pri Mariji pomagaj pa se dogaja neka podobna trgovina, duhovna seveda. Tam pa ljudje pridejo in odpirajo svoje srce. Če recimo v teh zanimivih znajdi se okoljih ljudje doživljajo sebe kot tisti Martin Krpan, ki hoče biti močen ali celo je, in ki to tihotapi angleško sol in premaguje velikane, sicer je pa tiho in v svoje sukno zavit. Tako pa pri Mariji pomagaj, ljudje rečejo, jaz sem preprost, jaz sem šibek, ne znam naprej, ampak to ni nič hudega, Bog je z mano, lepo je živeti, čudovito je biti. Koliko na Štajerskem sem to doživel, tukaj v slovenski Istri to doživljam, na Goriškem sem to doživljal. Lepota slovenske vere takrat, kadar ni zgolj površinska, je zelo velika in mislim, da nikjer tako zelo močno povzeta kot na Brezjah. In zato, ker je najina tema danes, začetek šolskega leta. Prvi dan šolskega leta je praznik kronanja Marije pomagaj na Brezjah. In z njim začenjamo šolsko leto. In glejte, kako je to pomembno. Slovenci septembra in oktobra jeseni postanemo bolj resen narod. Mi ne zamerijo. Ampak postanemo ljudje, ki rečemo, zdaj bomo pa delali. Svoje otroke damo v šolo in tudi sami začnemo nekaj delati, se zaženemo. Sicer nam pol po 2 mesecih zmanjka potrpljenja in vztrajnosti, ampak hočemo nekaj narediti. Ja, zdaj pa bomo. Gremo na romanje, gremo k spovedi, jesen je ogromno tega duhovnega gibanja. Na Brezjah sem doživel ogromno enih stvari. Bogu hvala je tudi veliko teh Frančiškovih praznikov, recimo tudi naše frančiškanske province, ki je jeseni. In to se kar doživi, vse to gre v en duhovni tok, eno lepo navdušenje. Kako mi je to čudovito, ko veliko ljudi reče, gremo, zaženemo se, lepo, sem vesel, res vsacga in so res pristni ljudje. Res pristni ljudje naredijo dobre korake. Včasih so razočarani, ker potem ne vejo čisto dobro, kako to navdušenje kanalizirati, kako ga zamejiti, kako mu dati smer. In navsezadnje tudi v naši družbi ali pa v cerkvi se mi zdi, da včasih obstaja neko razmišljanje, kakor da ne smeš, kar je navdušenje, kar je veselje, da tistega ne smeš usmeriti, ozamejiti. Da s tistim ne smeš delati, ne smeš predelovati, ampak moraš pustiti samo to, da se razposadi, da postane, da gre svojo pot, vse smeri.
In da je samo to veselje. Ali mislite, da bi morala biti cerkev bolj politično angažirana? Da bi to navdušenje delili tudi v smer družbenih sprememb? Cerkev ne more biti drugače kot do skrajnosti politično angažirana. Cerkev živi v sredi te družbe. Politično in je zato politična in tako ne more biti. Ne more biti drugače, ne. Mislim pa, da nima smisla ljudem govoriti, koga naj volijo. To ni politika, to je otročje. Zato, ker bi najbolj vrhunska politika slovenske cerkve bi morala biti tisti program, ki ga je papež Leon 14. Povedal v enem izmed svojih preteklih prvih govorov. Ko je rekel, mi moramo ljudi učiti, da bodo kritični. Kritični ne pomeni, da so jezni, da so zaničujoči, da so slabi, ampak da znajo presojati kriterije svojega razmišljanja. Da rečejo, aha, to je belo in temu rečemo belo. Da rečemo, ena stvar je umetna, ni živa. Da rečemo... Kaj je narobe in kaj je prav? Ja, ampak dajmo najprej šteti po vrsti. 1 + 1 je 2. Najprej to. Najprej bomo se rekli, a je res, a sva midva 2 tukaj, ali nas je 5. A sva moški in ženska, ali ne vem, kaj sva. Samo ugotavljanje dejstev je že prvi korak, ne. Ljudi učiti kritičnega razmišljanja in biti tudi sam kritičen. Sam postaneš kritičen takrat, ko si upaš za neko resnico zastaviti tudi neke svoje moči. In potem bo cerkev lahko del te politike kadarkoli, zato ker bo imela ljudi, ki bodo prepoznavali stvari, ki so resnica, in takrat, ko so laž. In bodo znali že na prvi pogled stvari reči, s tem se pa jaz ne bom ukvarjal, ker je to samo za umazati mojo dušo. To je politično delo cerkve. In zahtevati ali pa zahtevati od ljudi, da zbrano poslušajo, da poslušajo neko besedo, da navsezadnje tudi v cerkvi, ne. Pa če se duhovniku spi in je tista pridiga ni za nikamor, marsikajšna moja pridiga ni bila v redu. Pa mi je kdaj kdo rekel, veš, tole pa ni bilo v redu. Bogu hvala, da mi je vsaj nekdo rekel, ne. Ampak glejte, zakaj med slovenskimi politiki ni več katoliških izobražencev? Nenazadnje imamo zdaj katoliške šole, mladi pridejo izobraženi, naredijo teološko fakulteto. Zakaj jih ni v politiki? Ne vem. Ne vem. A jih ni? Kaj pa je to katoliški izobraženec? Ne vem. Kako ga definiramo? Kdo je to? Katoličan, recimo. Ja, katoličan. Ja. V resnici ne vem. Jaz si že osebno predstavljam
kdo je kdo je pokončen človek, kdo je nekdo, ki zagovarja besede, kdo je tisti, ki vero prinaša v ta svet in navsezadnje tudi v parlament, ne. Ampak da bi zdaj ker rekel, da je nekdo katoliški človek ali pa katoliški krščanski politik. Krščanski politik je nekdo, ki ne laže, ne. Tisti, ki laže, pač ni krščanski politik. In vem, da in na eni in na drugi strani, če jih imamo strani, vem, da so že ljudje lagali in so mi povedali, da lažejo. Je nekdo, ki zagovarja življenje od spočetja do naravne smrti. Tudi tukaj nimamo skoraj nikogar, ne. In tudi ne vem, če bi ljudje volili nekoga, ki bi prišel in bi rekel: zavzemam se za življenje od spočetja do naravne smrti. Ja, veljalo bi poskusiti, ne? Ker Ja. zdaj so vpeljali pomoč pri samomoru, ne še evtanazije, ne? Vendarle gre potem, če med politiki ni tako mislečih ljudi, gredo potem stvari v drugo smer in to drastično, ne? To imamo zdaj primer v zadnjih letih. Ja, gotovo. To je pač zločin naše generacije, naše civilizacije, ki bo postopoma ali to stvar odpravila ali se pa samo ukinila. Kako mladi gledajo na to temo? Moram priznati, da sem samo v kakšnih krajših pogovorih odpiral to temo, in da so mnenja nekako, ali pa razmišljanja, bi rekel, takšna in drugačna, ja, gotovo. Niso enoznačna. Ampak tudi tukaj v tem primeru se mi včasih zdi, da zdaj se bomo deklarirali, ti si tak in tako. Da mladi recimo to svoje mnenje vzpostavljajo glede na najrazličnejše dejavnike, a ne. Zdaj, jaz ne morem reči, jaz sem proti evtanaziji, ti si proti evtanaziji, ne. Ali pa recimo vzemimo splav, ki je Ja, bližja tema mladim, ne. Ampak S če tem se rečemo večkrat evtanazijo, srečajo. ne, s splavom je zelo podobno, ne. Evtanazija ni enoznačen problem. Evtanazija je, ali pa pomoč pri samomoru je sestavljena iz mnogih vprašanj. Recimo, ali si proti evtanaziji? Sem. Ali si pripravljen vzpostavljati življenjske razmere, v katerih boš lahko poskrbel za svoje starše, da bodo živeli človeka vredno življenje. Ali boš skrbel za svoje zdravje, da ne boš povzročal nepotrebnih zapletov svojega lastnega zdravja, ne. Ali si pripravljen gledati in biti zraven svojega starša ali pa nekoga, ne vem, mogoče soseda, župnika, kogarkoli, ki trpi. In ali si pripravljen trpeti,
da boš imel izkušnjo trpljenja, da mu boš lahko v tistem trenutku kaj povedal, ne? Ko bo on trpel. Ali si pripravljen ali si pripravljen ne vem, se čemu tudi odreči zaradi tega, ker verjameš, da je življenje do naravne smrti pravi božji dar. Ali si pripravljen sedeti ob posteli svojega umirajočega očeta, matere, dedka, ne vem koga, in poslušati, kaj ta človek govori in trpi, in ali si pripravljen se od njega učiti, da bo ta človek tudi takrat, ko bo zmogel 3 besede na minuto, se čutil koristnega in bo vedel, da bo to naučil svoje zanamce, mlajše in ne vem koga še vsega. Papež, sveti papež Janez Pavel II. Je eno največjih in najbolj poduhovnih skupin mladih ob sebi zbral takrat, ko je komaj sam dihal in ko ga niti videli niso, ampak vedeli so, da v tisti sobi gor on umira. Ampak oni so čutili, poslušali njega, on je oznanjal brez besed. Torej, zdaj v Sloveniji imamo zdaj uzakonjeno to pomoč pri samomoru, že kot so lahko bi rekli evtanazijo. To se pravi, ljudje odgovorijo ne na ta vprašanja, ki ste jih postavili, niso pripravljeni tega in onega in potem pa se odločijo. Ne, sploh jih ne postavimo. Teh vprašanj sploh ne postavimo. O tem se ne pogovarjamo in o tem se skoraj ni dovoljeno govoriti. Človek je takoj ožigosan. Ja, v osnovni šoli bi bilo treba se pogovarjati o tem, da je tudi smrt. O tem, da je bližina. Recimo, en najlepših, en najdragocenejših delov svojega življenja sem imel, ko sem nekih 10-14 dni pomagal v bolnišnici, ne? In takrat sem videl umreti veliko ljudi v času covida. Takrat je bilo res dragoceno, ko so prišli neki svojci in niso vedeli, kaj naj tam delajo. Zraven očeta, ki bo kmalu umrl, ne? Ali pa matere, ne? In pol reče, ne rabite nič narediti, bodite zraven in bodite zraven in poslušajte. Bodite zraven in doživljajte ta trenutek zdaj. Bodite hvaležni, to svojo notranjo moč izraste. In kako je kakšnim pač padel kamen od srca, enemu človeku se spomnim, da sem rekel, dal sem mu tisto gobico, pa sem rekel, pomočite usta, ker so suha, pa držite za roko. In je dovolj. A je res dovolj? A je res dovolj? Je dovolj. In je bilo vse v redu. Oče se je umiril kot nikoli prej, pa pol ne. Je bilo dovolj. Ampak ljudje ne vejo, da je to dovolj. In tudi, da si umirajoči nič drugega ne želijo kot to. Prisotnost. Ja. Saj v času covida ste tudi vi bili res prostovoljec, ste tudi pomagali zdravstvenemu osebju in ne nazadnje tudi vi v teh svojih blogih za mlade jih nagovarjate k prostovoljstvu. Ja, nagovarjam tako bolj, sicer malo bolj teoretično, no. V tem svojem neposrednem delu, ki ga imam pa zdaj, jih pa niti ne nagovarjam dosti k prostovoljstvu, pač pa jih nagovarjam k velikodušnosti. Temu, da bi bili odprti, da bi imeli oči odprte za drugega, da bi imeli odprti oči za bližnjega, da bi vedeli, da eno stvar, ki jo naredijo, ne vem,
počistiš kuhinjo, čeprav te ne bo noben pohvalil, ne odložiš ponve ali krožnika v korito, čeprav te ne bo noben videl in vedel, da si jo ti to naredil. Narediš stvari samo zato, ker so prav in ker bo nekdo, ki ga ti ne boš niti vedel, kdo bo prišel v pospravljeno kuhinjo, ne. Ali pa bo prišel v pospravljen hodnik, pospravljeno sobo, ne vem, pač zadnjič sem videl, so se zataknili vozički, eden izmed vozičkov se je zataknil v trgovini in so vsi ljudje puščali tiste vozičke kar kjerkoli, ne, ker ga niso mogli več, naslednjega ni več šlo in pol jih je bilo kar nekaj, ne vem koliko tam, a ne. In potem je nekdo moral priti, pa je eno uro je tisto zlagal skupaj, celo dvorišče oziroma celo parkirišče, ne. Seveda, skrito, tiho delo, ki ga jaz naredim, zato ker vem, da je to prav, ustvarja neko okolje dobrega, skupno dobro, ki je nekaj dragocenega, ki ustvarja življenje, ki ga je vredno živeti, da se ne jeziš na vsakem koraku, kaj moraš narediti, predno boš naredil tisto, kar imaš rad, a ne. In zato jih najprej vabim, dajmo, da se poglobijo, ne, ker včasih med mladimi danes vidim, da bi kar pomagali nekam, ne, kar enim bi pomagali, ne, pa dajmo revežem, pa pejmo misijone, pa dajmo rešiti svet, pa dajmo to, pa ne vem kaj še vse. Sam si pa večji revež, a ne, sam si pa revež razvajen, tako, saj je prav, da imajo najrazličnejše akcije, da delajo to, da delajo dobro. Ob tem se tudi učimo in rastemo, saj če si ne postavljamo konkretnih nalog, tudi ne bomo se oblikovali, ne moramo kar zdaj osebne zrelosti oblikovati tako, da si stresemo v glavo z lijakom, ne. Ampak, ali pa v srce, ampak predvsem s konkretnimi akcijami. Ampak velikokrat gre tako, ja, dajmo to, pejmo na Karitas, pejmo na Rdeč križ, pejmo ne vem kam še vse, tam bi vse delali, vse za druge, pol pa človek ostane neoblikovan. In je prostovoljstvo včasih lahko tudi izgovor. Še eno vprašanje, preden končava, je pa seveda zdaj pred novim šolskim letom, študijskim letom in tudi sicer velikokrat govorimo o nasilju med mladimi, pa seveda tudi med starejšimi. Kako se tega ubraniti, kako se pripraviti na to? Predvsem tako, da se odpovemo nasilju znotraj sebe. Pred časom sem poslušal terapevta Miha Kramlja, ki je govoril o teh nekemičnih zasvojenostih, in je pripovedoval o čisto novi obliki nasilja, ki je ta popolnoma nekontrolirana oblika nasilja, včasih so otroci, ko smo jim vzeli liziko, pol, ko smo jim vzeli telefon, so ponoreli brez možnosti, brez ustavitve, ne. Danes se to isto dogaja z srednješolci, študenti, celo ljudi, ki jih imenujemo ali pa sebe imenujejo odrasli, pa to niso, ne. Da mu vzameš ali telefon ali ne vem, kar on pač misli, da mu pripada, in začne cepetati in se dreti in biti nasilen, ne. Druga je recimo ta pasivna agresija in nasilje, ki ga vidim, je zelo veliko. In izhaja morda najbolj iz tega,
ker ljudje mislimo, da si moramo skozi zagotavljati nek prostor pod soncem, da nam nekdo skozi nekaj jemlje, da nekdo nam skozi nekaj krade, da nam krati življenje, prostor, ne vem kaj še vse imetje. Ne? Tukaj bi, na tej točki bi mogoče rekel, da je težava tudi v naši veri ali pa veri, kakršno obliko ima danes. In to mi je v zadnjem času zelo dragocena tema. Ne? Evangelij namreč v ničemer niso življenjska pravila. Evangelij ni bonton, malo bolj sofisticiran in pobožanstven bonton. Evangelij je tisto, kar je kasneje bilo v Pavlovih pismih zapisano: za svobodo nas je oprostil Kristus. Kaj to pomeni? Evangelij je zgodba o tem, kaj pomeni sploh svoboda, kako živeti to svobodo. Ne te zlagane oblike svobode, ki jih imamo danes, ki je popolnoma irelevantno. Ne? Ampak resnična svoboda Božjih otrok. Kaj pomeni, kakšna raznolikost je v tem bogastvu svobode, ki ga mi doživljamo po evangeliju. Ne? Mladi danes pogosto živijo v enem okolju, ki se zelo spreminja in ga ne razumejo. Okolje velikokrat ne razmišlja v konceptih ali pa ne razmišlja svobodno. Večinoma razmišlja ujeto, omejeno, zaprto v neke vzorce, v neke vnaprej dane smeri, ne pa svobodno, bogato, raznoliko. To je pa evangelij. Evangelij govori o svobodi, govori o polnosti, govori o lepoti življenja. Evangelij govori o tisti notranji svobodi, ki jo ni treba, to, kar ste vprašali, ni treba braniti z nasiljem, za katero mi ni treba odrivati, pobijati, pomendrati, ampak evangelij je prošnja, je svoboda, ki jo doživljam znotraj sebe in ki jo doživljam v skupnosti. In vem, da tam, ker sva dva ali so trije zbrani v Jezusovem imenu, tam je Jezus med nami in je naša moč. In da mi ni treba tudi na področju vere braniti nekega mojega življenjskega razsvetljenja, modrosti, ne vem kaj še, ampak da se to dogaja v medsebojni ljubezni, v dobroti, da se to dogaja v osebni rasti, vztrajnosti, resnici. Torej, zavedajoč se te svobode in osebne moči, tudi ne reagiramo na nasilje oziroma ostanemo trdni na nek način, se nasilja ubranimo. Tudi če se ne zavedamo, se tako počutimo, počutimo ali pa vemo znotraj sebe, da nam ni potrebno, da imamo v svojem srcu nekaj, kar ni treba braniti z nasiljem. Ne? Enkrat se spomnim, ne vem, kdo je bil na eni televizijskem ekranu, se je pojavil z tisto puško Kalašnikov in je rekel: "We will fight to peace." Ne? Borili se bomo za mir. Ne? Ja, če je resničen mir, pol verjetno vsaj tisti čas, ko se boš ti boril, ne bo glih mira. Ne? Mislim, to je in to bi si pravzaprav morali res dopovedati, da je to resnična notranja drža miru in mlade to učimo. Mi jih velikokrat samo s tehnologijo, se pravi, samo z nekimi metodami, tehnologijo, to moraš, treba, to izpolni, tako naredi, čeprav ne vidijo v nas.
Ampak evangelij, kakšna lepota je to, kakšna popolnost je to, kakšna preprostost je to. Brez skritih razodetij in brez skritih razodetij, ne vem kakšnih sporočil in ne vem koga, ko mladi rečejo, joj, kdaj bomo mi prišli do tam, ste že tam, ne? Ste že prejeli, ste že krščeni, ste že tukaj, ste že deležni, ste že naši. Na koncu nasvet za mlade, za starše, kaj jim svetujete pred začetkom vsega tega, kar se nam obeta? Upajte si živeti. No, to ste pa zelo lepo povedali. Hvala lepa, pater Bogdan Rus, za tale pogovor. Hvala. In seveda vsem, ki nas spremljate, hvala za pozornost. Nasvidenje.